Danes v Pomurskem dnevniku. Toča pustošila po Prekmurju. Reševalec motorist do nesreče hitreje. Zakaj fontana na Trgu kulture ne deluje? Cveteti pričela ambrozija. Vreme, jutri bo oblačno z občasnimi padavinami. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Neurja, ki so v Slovenijo zajela 13. julija, so prinesla močne nalive, padala je toča, največ škode pa je bilo povzročene na severovzhodu države. Neurje s točo je v Prekmurju na Poljščinah povzročilo veliko škode, ki je ponekod tudi 100-odstotna, kar pomeni, da od pridelkov ne bo ostalo nič. Največ prizadetega kmetijskega območja je v Prekmurju. Nekje se ocenjuje približno 2000 hektarov je bilo zajetih v Pomurju. Mi ocenjujemo, da je od tega nekje 1400 do 1500 hektarov zavarovanih, torej pri naši zavarovalnici. To tudi zdaj v teh dnevih intenzivno ocenjujemo. Škode pa se gibljajo od 20%, kjer je pač začetek, in pa tudi do totalk, recimo na tem področju, ki se zdaj nahajamo, ocenjujemo, da bodo tudi totalke, torej 100% škode. To pomeni, da od pridelkov ne bo ostalo nič. Zavarovalnice imajo torej v teh dneh polne roke dela. Mi smo zdaj končali z ocenitvijo žit, ki so pač ostala nepožeta. Tu smo tudi ocenjevali na določenih področjih 100% škode, v glavnem se je pa gibalo med 60 pa 80%. Potem tudi koruze so zelo prizadete in pa seveda buče. Buče ocenjujemo v tem področju, da so 100% uničene. Tudi koruze bodo po vsej verjetnosti tudi totalno uničene. Tukaj vidimo sončnice, zelo prizadete. Skratka, vse kulture, ki so v tem trenutku ostale prav v tem epicentru, so zelo prizadete in praktično uničeno tudi 100%. Sicer pa toča še zdaleč ni edini vremenski pojav, ki povzroča škodo v kmetijstvu. To so še potem tudi viharji. Se pravi, brez toče, samo viharji. V zadnjih letih beležimo in tudi letos imamo kar precej škod prijavljeno tudi samo z viharjem brez toče, ki pač povzročajo določene škode. In pa seveda tudi poplave. Sicer pa je veter odkrival strehe, dež poplavljal ulice in ceste. V Dobrovniku in Turnišču je veter odkril strehe osnovnih šol. V Turnišču je odneslo streho s sončnimi celicami. V trenutku, ko je veter dvignil streho šole, se je v neposredni bližini nahajala osnovnošolka, ki je bila tudi poškodovana. V težavah, ki se zaradi pomanjkanja odstavnih pasov in premajhne širine voznih pasov ob nesrečah pojavijo na pomurski avtocesti, smo že večkrat poročali. Ob nesrečah so na pomurski avtocesti dolge kolone, nepravilno razvrščanje pa oteži delo tudi reševalnim službam. Do širitve avtoceste seveda še ni prišlo, Pomurje pa nima niti nobenega reševalca motorista, ki bi v primeru nesreče lažje in hitreje prišel do kraja dogodka kot reševalno vozilo. V Mariboru so že pred 15 leti uvedli reševalce motoriste, kar se je izkazalo za dobro odločitev. Reševalec motorist je povprečno na kraju dogodka 50% hitreje kot reševalno vozilo. V bistvu reševalec motorist kupuje minute urgentni ekipi. To je zelo pomembno. On pride na intervencijo tudi, kadar je urgentna ekipa zasedena, in ima pa znanje in pa tudi vso opremo na motorju, da lahko takoj začne z reševanjem človeka, na primer na sodoben način, bom rekel. To je zelo pomembno. Vsaj ko pride urgentna ekipa, v bistvu se potem z zdravili in z tem vzdržuje človeško življenje, bom rekel, in se pripelje potem pacient v bolnico. Boštjan Polenčič je pred 15 leti prostovoljno prevzel poskusno delo reševalca motorista. Danes si dela brez motorja ne predstavlja več. To je en stil življenja, kjer sem lahko prijetno združil tudi s koristnim, se pravi, da ob tem, ko uživam v vožnji z motorjem, lahko tudi pomagam ljudem, kar je tudi poslanstvo naše službe. A zgodba je pogosto bolj negotova, kot se zdi na prvi pogled. Motorista reševalca je prvič zelo zahtevno, vedno si ponavadi prvi na kraju intervencije, sam si odločati moraš o nadaljnjih postopkih in ukrepih, kaj boš izvedel, koga poklicati. Tudi vožnja na kraj intervencije je bistveno drugačna kot vožnja z reševalnim vozilom. Bolj si izpostavljen možnosti trka, ljudje te hitreje spregledajo, večja je možnost nesreče. Razen tega pa tudi moraš znati vse, ker si ponavadi prvi na kraju, moraš znati vse od oskrbe poroda do paliativne nege starejšega človeka, ki umira.
Prednost je v tem, da je motorist manjši in okretnejši kot reševalno vozilo. Ovire niso niti zapornice ali betonska korita. A je izpostavljen tudi večji nevarnosti, saj ga vozniki lahko hitro spregledajo. Pred 5 leti pa je bila žal najbolj črn scenarij motorista, odvzel mi je prednost starejši voznik avtomobila. Bil sem na nujni vožnji z prižganimi svetlobno in zvočno signalizacijo, vendar me je žal spregledal in mi je odvzel prednost. Poškodba pa v bistvu je bila pri padcu v zlom medenice in križnice. Tako da je bilo hudo, precej hudo. Precej hudo, absolutno, precej bolečine in pa tista rehabilitacija, ne. Po nekje 1 leto trajala, ampak po 1 letu sem lahko srečen, da hodim normalno, kljub bolečinam. Rok več kot reševalec motorist ne more delati, a kot pravi, po njegovih izkušnjah mora biti vsak reševalec motorist fizično in psihično dobro pripravljen. Poleti, ko delamo v teh pogojih, ki so zdaj, ko so vročine tudi 35 stopinj in več, moram povedati, da je to delo zelo, zelo zahtevno. Cel dan si v kombinezonu, v škornjih, vročina je, to je včasih je prav obupno. Ko se odpravi na teren, nikoli ne ve, kaj ga na kraju dogodka čaka. Ogromno takih nepredvidljivih situacij, ne. V bistvu se tudi že dogajalo pri nas, da so bili napadeni reševalec, motorist, ki pride sam na intervencijo v neko okolje, kjer ni recimo dosti ljudi, ne, in so samo tisti poškodovani, pa mogoče so to narkomani ali karkoli. In pride dostikrat tudi do kakšnih napadov, do verbalnih, do fizičnih se tudi že dogajalo. In mislim, da to tudi zelo neprijetno in tudi nevarno včasih zna biti to za reševalca, ne. Drugače nepredvidljive situacije, kaj se pa tiče v prometu, pa opažamo oziroma se pogovarjamo z kolegi, je vedno več telefoniranja, vedno več, ne vem, igranja igric v avtomobilih in v bistvu se moramo sami zavedati, da to obstaja in za svojo logiko, svojo pametnjo pač ali upočasniti ali izgubiš minuto mogoče, ne. Boljše že, ko pa izgubiš skoraj življenje ali pa da doživiš trajne poškodbe, ne. Kot možna rešitev za reševanje v primeru težje dostopnosti kraja nesreče na pomurski avtocesti se je poleg reševalca na motorju pred leti pojavljala tudi možnost helikopterskega reševanja. Fontana na Trgu kulture že več let ne deluje. Predstavniki mestne občine Murska Sobota so si skupaj z izvajalci v sredini junija fontano temeljito ogledali in ocenili dejansko stanje. Kot so sporočili iz mestne občine Murska Sobota, največjo težavo povzroča strojna oprema, ki je povsem neuporabna. Zato bo potrebno kompletno električno inštalacijo in strojno opremo zasnovati na novo. Ker sta ponudbi predračuna za novi strojni del ter celotno obnovo električne inštalacije še v pripravi, stroški za ponovni zagon fontane še niso znani. Sicer pa je fontana na Trgu kulture v okviru že dalj časa. Bilo je že več poizkusov, da bi okvaro odpravili, vendar doslej še nobeden izmed poizkusov ni prinesel rešitve. Po mnenju upravljavca mestne občine Murska Sobota in vzdrževalca Komunale d.o.o. so določene okvare takšne narave, da bi jih moral odpraviti izvajalec iz naslova garancije že v garancijski dobi. Izvajalec pa temu oporeka. V minulih dneh je pričela cveteti ambrozija. Pelenolistna ambrozija in druge sorodne vrste iz rodu ambrosta spadajo med precej razširjene, a tudi škodljive rastline, ki predstavljajo precejšnjo težavo za kmetijstvo in zdravje ljudi. Ambrozija cveti približno od sredine julija pa do konca oktobra. Zaradi njene razširjenosti pa je zatiranje obvezno že od leta 2010. Ena sama rastlina lahko proizvede tudi do nekaj milijard pelodnih zrn, ki so ena najmočnejših znanih alergenov. Osebe občutljive na cvetni prah ambrozije tako večkrat zbolijo za alergijskim rinitisom in astmo. Da bi se pred nadlogo ustrezno zaščitili, jo je treba uničiti še pred cvetenjem, zato je najbolje, da jo odstranite s koreninami vred oziroma s herbicidom. Odstranjevanje je sicer odgovornost posameznih imetnikov, tako kmetijskih kot nekmetijskih zemljišč, lastniki rastlin pa so dolžni poskrbeti, da ta ne cveti in ne semeni.
Pelino listo ambrozijo, ki se vztrajno širi, lahko danes najdemo že tako rekoč po vsej državi. Nezahtevna rastlina večkrat uspeva na zapuščenih in neobdelanih površinah ob cestah, železniških progah, na bregovih rek in potokov ter slabo urejenih javnih površinah, od koder se tudi širi na kmetijska zemljišča. Kmetovalci morajo po košnji zaradi njenega hitrega obraščanja stanje na zemljiščih spremljati še vso rastno dobo ter z različnimi ukrepi preprečiti nastanek semen. Kolegi sobotainfo.com pišejo o zgodbi paviljona Expo, ki se po večmesečnem čakanju počasi razpleta. Sedaj je tudi uradno potrjeno, da bo ta ostal v Pomurju, kjer je bil nekaj časa tudi skladiščen. Ta petek bosta predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek v Murski Soboti v upravljanje predala paviljon. Mi pa si poglejmo, kaj pišemo v kratkih novicah. Ob koncu dnevno informativne oddaje pa si, spoštovani, poglejmo še kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes je bilo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Opoldne so najvišje temperature izmerili v Lendavi, kjer je bilo 27 stopinj Celzija. Stopinjo manj je termometer pokazal v Radencih in v Murski Soboti. Na Goričkem pa je opoldne bilo 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro oblačno, možne so tudi padavine. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 18 stopinj Celzija. Čez dan se bo sicer nekoliko zjasnilo, dnevne temperature ne bodo višje od 27 stopinj Celzija. V petek, soboto in nedeljo bo po večini sončno. Temperature se bodo povzpele do 32 stopinj Celzija. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Ne pozabite na nas tudi jutri v istem času na istem programu. Sicer pa si lahko vse naše video vsebine ogledate tudi na spletni strani www.tvidea.si. Preživite kar se da lep večer še naprej in srečno do jutri.